Čau punce, dobrodošli v Evini lepotilnici. Danes sem ustvarila tale svez pomladanski look, ki je igriv, nagajiv, navdih za njega pa sem dobila kar na svoji opciji, ki je takšna pomladna, prevladuje bela, roza in zelena in potem sem to nekako poskušala uskladiti s svojim obrazom. Obenem sem imela v mislih, da mora biti look primeren tako za čez dan kot za zvečer, ker se po koncu tega videa odpravljam na odprto kuhno, končno nekaj dobrega pojest, potem zvečer pa še na late night shopping. Če te torej zanima, kako ustvarjaš tale videz tudi sama, glej video naprej. Najprej bi ti rada pokazala izdelek, ki me je navdušil, in sicer sem ga uporabila nekaj ur pred samim ličenjem. Tole je vlažilni serum za obraz z rožno vodo in hialuronsko kislino od dvorca Trebnik. Kombinacija teh dveh sestavin poskrbi, da se izboljša elastičnost kože, njeno vlažnost ter ščiti kožo tudi pred prostimi radikali. Nadaljujem s tekočo podlago, tale od znamke Shiseido, ga dam kar direktno na čopič in potem razmažem po svojem obrazu. Všeč mi je, ker vsebuje tudi faktor 20, tako da je super za zdajle, ker se že začenja lepo vreme. Zamenjam čopič in vzamem takšen, ki je v bistvu gobica na palčki oziroma na čopiču in utapkam ta puder potem še v svojo kožo. Sledi metoda Contour and Highlight, zamenjam čopič in vzamem takšnega, ki je prirezan in primeren torej za nanašanje bronzinga. Kar je pomembno v bistvu pri tem je samo, da vse skupaj dobro zabrišeš, da se ne bojo videle kakšne linije. Vzamem drug čopič in malenkost zožam tudi svoj nos. Na levi in desni strani naredim dve takšni črtici, ki bosta v bistvu optično poskrbele, da bo moj nos videti še malenkost ožji. Nadaljujem s highlighterjem, vzamem tak puhast čopič, kot lahko vidiš, in ga nanesem nad svoje ličnice. Ok, z obrazom smo zaključile in gremo na očke. Vzamem to svetlejšo in temnejšo vijolično in jo nanesem v pregib svoje veke. Pri tem sem pozorna, da na koncu svoje veke že ustvarjam takšno v črto, da vse skupaj izpade majčkeno bolj glamurozno in mačje. Vzamem tole šimrasto senčko od Makeup Revolution in jo nanesem v center veke. Spet zamenjam čopič in nanesem majčkeno senčke v pregib svoje veke in obenem tudi zabrisujem. Zdaj sem zamenjala čopič in ga pomočila v tole rjavo senčko in seveda nanesla potem to na svoj obraz. S tem sem svojim očkom dodala še malo dimenzije in v bistvu ustvarila tak prehod med rozo in rjavo. V kotičke očesa pa bom nanesla še tale highlighter pen od Catrice. Tale je ful dobro pigmentiran, tako da ga v bistvu sploh ne rabiš veliko in da res tisto piko na i poskrbi, da smo take sveže. Na tole vodno črto pa zdaj nanesem še zelen svinčnik od LA Girl in sicer GP361. In smo že pri eyelinerju, moj priljubljen L'Oreal Gel Eyeliner. Nekako najlažje mi je ustvarjati to črto s prirezanim čopičem, tako da poskus tudi sama, če imaš mogoče probleme pri ustvarjanju te črtice. Kot vidiš pa vedno začnem pri zunanjem delu očesa in potem vse skupaj počasi povezujem, da na koncu rata končni izdelek. Ker imam v mislih, da ustvarjam tako dnevni kot večerni videz, seveda ne gre brez umetnih trepalnic, tele so od Red Cherryja, moje najljubše. Na spodnje trepalnice nanesem še maskaro, tale od Max Factor 2000 Calorie. Končni videz pa seveda ne bi bil popoln brez lip glossa, tale od znamke Deborah in sicer v številki 05 Matte Effect. Ker sem želela malo umiriti to roza barvo, se mi je zdel lip gloss vseeno majčkeno presvetel, sem svoje ustnice obrobila še z lip linerjem od znamke Golden Brows in sicer tale je v številki 524.
Za konec pa sem nanesla še lip gloss od znamke Victoria's Secret, in sicer Love It. Ta lip gloss je poskrbel, da so moje ustnice izgledale še malenkost večje. Da je moj nos videti še malenkost ožji, dodam še tole drugo senčko od Carli Bybel in naredim takšno črtico na sredini nosu, na konici pa še takšen krogec. Če iščeš parfum z vonjem pomladi, je tale od Avona top izbira, Little Sequin Dress. Tako, to je torej končni izgled. Moram priznati, da sem kar zadovoljna, se mi zdi, da mi je uspelo ustvariti to, da je primeren tako za čez dan, kot tudi za zvečer. Jaz se torej odpravljam na odprto kuhinjo, nekaj dobrega pojesti. Preden se poslovim, pa bi rada še nekaj najavila, in sicer bi rada tudi tebe vključila v svoj video, ker verjetno dobile se bomo vse zelo težko, sem si zamislila nekaj drugega. Da me dodaš na Snapchatu pod imenom Evčiska in pošlja svoj video z vprašanjem, ki te zanima. Ok, kako bo to izgledalo? Jaz bom potem posnela te vaše videe, jih zbirala na kupček in ko se jih bo nekaj nabral, bom torej odgovorila na vsa vaša vprašanja. Obenem pa bom torej v svojem videu objavila tudi izsek tvojega videa. Tako da, če želiš biti del tega, če želiš biti vključena v moj video, potem me torej dodaj na Snapchatu pod imenom Evčiska. Če ga nimaš, me lahko najdeš tudi na Instagramu pod imenom Eva Centrik ali pa pošljaš izsek videa preko Facebooka na Evina lepotilnica. Ok, jaz se poslavljam, grem torej na odprto kuhinjo, me pa se vidimo kmalu. Čau, čau!